Kako v 2 minutah povzeti 200 strani dolgo knjigo o investiranju denarja? Avtor Robert Rolih to naredi po principu, ki je njegovo knjigo izstrelil med uspešnice. Poenostavljeno in povprečnemu človeku pisano na kožo. Zakaj se imenuje The $1 Million Decision? Je zato, ker v knjigi pokažem, kako ena običajna družina s povprečnimi dohodki zaradi slabih finančnih produktov, ki jih finančna industrija nam prodaja, izgubi več kot $1 milijon oziroma evrov na dolgi rok. Za dobrih 10 evrov boste prek primerov življenjskih situacij in zabavnih ilustracij dobili vpogled v ozadje tistih, ki si na vaš račun privoščijo jahto, limuzino in hišo na prestižnem otoku. Problem je, da na dolgi rok se te provizije izredno nakopičijo in nam požerijo dejansko večino naših donosov. Uspelo mu je v poplavi tovrstnih knjig. En Kanadčan, zelo znan avtor, mi je zadnjič pisal eno sporočilo preko Facebooka: Robert, kako si prodal toliko izvodov v enem dnevu? Ni jasno. Kaj je njegova prednost? Ravno dovolj dolgo je uspešen podjetnik, da je spoznal pasti investiranja in ne predolgo, da bi napisal suhoparno in strokovnimi izrazi nasičeno knjigo. Najbolj pogost feedback je preprosto to, da rečejo, če hočeš finančno uspeti v življenju, če razmišljaš o vlaganju, če razmišljaš o svojem denarju, jo moraš prebrati, zato ker ti bo odprla čist nov svet. Pisal jo je leto dni, 60 strokovnjakov je pred izdajo podalo mnenje in zadal si je visok cilj. Investiranje je zelo enostavno. Finančna industrija je tista, ki ga poskuša zakomplicirati. Zakaj? Zato, da bi njim dali denar in ga oni potem upravljajo, ampak oni ga potem upravljajo tako, da oni dobijo večino denarja, mi pa ostanemo brez. Z denarjem upravljajte sami, po najnižjih stroških je nauk zgodbe. Indeksni skladi so en tak produkt, ki nudijo, zelo nizke provizije. Knjiga je zgolj odskočna deska. Seminarji, ki jih prinese prepoznavnost, so cilj. In Robert Rolih je po velikem metu takoj prejel vabilo za predavanje na seminarju v Londonu.